Pri demonstraciji te vaje bomo izmerili frekvenčni odziv nizkega ter visokega frekvenčnega filtra. Primerjali bomo izmerjeno in izračunano vrednost bočne frekvence, poslušali beli šum na zvočnikih na izhodu posameznega filtra in obeh skupaj, ter preizkusili delovanje filtrov kot frekvenčne kretnice pri dvosistemskem zvočniku. Za izvedbo vaje potrebujemo merilno desko, 2 kiloohmska opora, 2 kondenzatorja po 0,22 mikrofarada, 2 10 kiloohmska opora, vezne mostičke, vezne žice, 2 aktivna zvočnika. Na računalniku naložen program REV za odčitavanje. Kaj je visokoprepustno sito? Na sliki je primer vezave visokoprepustnega RC filtra. Na tej sliki je primer vezave visokoprepustnega RL filtra. Visokoprepustno sito je zaporedna vezava upornika in kondenzatorja ali pa opora in tuljave. Takšno vezje prepušča samo visoke frekvence od določene bočne frekvence naprej. Ta pa je odvisna od kapacitivnosti kondenzatorja. Kapacitivnost je sposobnost strukture, da pod električno napetostjo shrani naboj. Visoke frekvence prepušča v originalnem stanju, nizke pa se oslabijo. Razlog, da to deluje, je, da se napetost na kondenzatorju ne spremeni takoj. Če je vhodna frekvenca zelo visoka, gre takoj skozi kondenzator, saj se kondenzator ne uspe tako hitro sprazniti, da signal ne bi bil takoj posredovan naprej. Na sliki je graf jakosti izhodnega signala visokoprepustnega filtra v frekvenčni odvisnosti. Dobitek, ki se ga meri v decibelih, je razmerje med izhodno in vhodno napetostjo. Ko je izhodna napetost enaka vhodni, je gain enak 0 decibelov. Nizkoprepustno sito. Na sliki je vezava nizkoprepustnega RC filtra. Na sliki je vezava nizkoprepustnega RL filtra. Vezava nizkoprepustnega filtra vsebuje enake elemente kot visokoprepustni filter, le da so ti vezani v obratnem vrstnem redu. Pri nizkih frekvencah predstavlja kondenzator zelo veliko impedanco, zato je vhodna napetost enaka izhodni. Pri visokih frekvencah se upornost kondenzatorja toliko zmanjša, da ta predstavlja kratek stik in signale visokih frekvenc slabše prepušča. Pri frekvenci, kjer izmerimo, da je vhodna napetost enaka korenu 2 izhodne napetosti, dobimo bočno frekvenco, kar pomeni, da v okolici te frekvence naš signal začne v primeru nizkoprepustnega sita slabeti. Na sliki je graf jakosti izhodnega signala nizkoprepustnega filtra v frekvenčni odvisnosti. Bočna oziroma Kornerjeva frekvenca. Na sliki lahko vidimo formulo za bočno frekvenco. Bočna frekvenca je frekvenca, pri kateri se naš signal oslabi oziroma ojača, odvisno od vrste sita. V praksi je nemogoče ustvariti idealni filter, ki bi od bočne frekvence naprej odrezal visoke oziroma nizke frekvence. V bližini bočne frekvence začne prevodnost filtra le upadati, nizkoprepustno sito, oziroma naraščati, visokoprepustno sito. Pri bočni frekvenci se amplituda spremeni za 3 decibele. Vsakeč, ko se frekvenca zviša za dekado, je amplituda vhodnega signala zmanjšana za 20 decibelov. Torej se izhodni signal od mejne frekvence naprej spreminja 20 decibelov na dekado. Dekada pomeni, da se frekvenca zviša za faktor krat 10. Naprimer, frekvenca se zviša iz 10 MHz na 100 MHz, oziroma se frekvenca poviša za 1 dekado. Po merilni shemi zvežemo vse sestavne dele in elemente. Za napajanje sita uporabimo izhod za slušalke na računalniku.
Najprej vzporedno zvežemo 0,22 mikrofaradni kondenzator in 1 kiloohmski upor. Z mostički povežemo kondenzator in 10 kiloohmski upor, iz katerega signal potuje v vhod na računalniku. Vzporedno vežemo še en 10 kiloohmski upor, ki bo služil kot upor na izhodu visokoprepustnega sita. Tako okrog še sklenemo žico in nanj vzporedno zvežemo še en kiloohmski upor in 0,22 mikrofaradni kondenzator. Na koncu navezje priključimo še zvočnik. Na računalniku zaženemo program Rev odpremo okni generator in RTA. Izberemo beli šum, White PN, in amplitudo nastavimo na -6 decibelov. Zaženemo generator, zelena puščica, in RTA, temno rdeča pika desno zgoraj v RTA oknu. Nato opazujemo in prerišemo frekvenčni potek vsote obeh sil. V zvočnikih lahko slišimo beli šum. Iz veze odstranimo kondenzator C1, tako da je v funkciji samo nizkoprepustni filter. Nato prerišemo frekvenčni potek nizkoprepustnega filtra in na zvočniku opazujemo njegov učinek. Z uporabo kurzorja iz grafa očitamo mejno frekvenco F0, točka, kjer amplituda pade za 3 decibele, in strmino filtrov, v decibelih na oktavo. Oktava je področje, znotraj katerega se frekvenca podvoji. Ponovno vstavimo C1 in odstranimo R2. V funkciji je sedaj samo visokoprepustni filter. Spet prerišemo frekvenčni potek visokoprepustnega filtra in na zvočniku opazujemo njegov učinek. Z uporabo kurzorja iz grafa očitamo mejno frekvenco F0, točka, kjer amplituda pade za 3 decibele, in strmino filtrov, v decibelih na oktavo. Nato ponovno vstavimo R2. V oknu generator izberemo Lock Sweep. Start nastavimo na 40 Hz, stop na 12000 Hz, duration pa na 5 sekund. Potrdimo okno Loop. Zaženemo generator in poslušamo efekt ločevanja frekvenc na posamezen zvočnik. Kje se nizko in visokoprepustna sita uporablja v praksi? Eden od primerov je audiomešalnik. Osnovna funkcija audiomešalnika oziroma audiomikserja je združevanje, seštevanje več vhodnih signalov oziroma kanalov v en izhodni signal. Princip delovanja seštevalnika 3 napetosti prikazuje spodnje vezje. Princip je enak za poljubno število kanalov. Napetost vsote signalov, označena ZU-SUM, lahko določimo po metodi spoiščenih potencialov. Lahko pa veze interpretiramo kot 3 vzporedno vezane realne napetostne vire. Napetost odprtih sponk, označena z UI, in notranjih upornosti, označena z RI. Na podlagi ekvivalence virov lahko napetostne vire pretvorimo v tokovne vire z jakostmi tokov U1 ulomljeno R1, U2 ulomljeno R2 in U3 ulomljeno R3. Napetosti vsote signalov, označene z USUM, dobimo tako, da seštevek pomnožimo z vsoto vzporedno vezanih notranjih upornostnih virov. Mešalnik audio signalov pa je v praksi običajno izveden z operacijskim ojačevalnikom, kot prikazuje spodnja slika. Med drugim se filtri oziroma sita uporabljajo tudi za ločevanje nizkih in visokih frekvenc pri dvo- ali več sistemskih zvočnikih.
Na izhod nizkoprepustnega filtra priključimo aktivni bas zvočnik, na izhod visokoprepustnega filtra pa aktivni visokotonski zvočnik. Primer naloge. Na sliki imamo nizko in visoko prepustno sito, ki sestavljata elementa upor označen z R, ki ima 1 kiloohm, in kondenzator označen z 0,22 mikrofarada. Najprej izračunamo bočno frekvenco F0. Frekvenco izračunamo po formuli 1/2π krat R krat C. Če vnesemo podatke, da upor 1 kiloohm in kondenzator 0,22 mikrofarada, dobimo frekvenco 723 Hz. Formula je enaka pri nizko in visoko prepustnem situ. Narišemo še frekvenčno odvisnost nizkoprepustnega sita ter frekvenčno odvisnost visokoprepustnega sita.